Dobro. Torej, med volilno kampanjo pa ni vse samo prijetno, samo na sveti od voljivcev, ampak se širijo tudi kakšne neresnice, morda celo laži, govorice. Katera laž, govorica, neresnica o vas je bila najhujša, kako odgovarjate na pojav takšnih govoric in verjamem, da nekateri ne boste želeli odgovoriti na to vprašanje, ker je precej neprijetno in morda tudi potrjuje tiste govorice na nek način, ampak vseeno vas prosim, da ste konkretni morda, gospod Veržan. Jaz osebno nisem slišal nobenih takih govoric, če so pa drugi kolegi, pa prosim, da ne povedo, pa bom pa pač reagiral ali odgovoril ali tako. Sam tega nisem se sledil. Hvala. Gospod Kozak-Makar. Ne poznam nič takšnega, da bi vam lahko na to vprašanje odgovorila. Na ostalo, kar sem vedela, sem odgovorila. Tole pa res ne vem. Hvala. Gospod Tonin, kakšna neresnica o vas morala krožiti, bi jo razčiti? Vprašajte moja družino, to je zna biti zelo stresno pa naporno. Jaz se bom osredotočil na 3 stvari. Prva stvar glede šol. Tukaj me skozi dajo na tapeto, krivično, neopravičeno in zato še enkrat povem, to ni za 2 osnovni šoli. Zaradi tega, ker vem, da se bo svet staršev, da se bo v osnovni šoli angažirala tudi v lokalnih medijih in te stvari podajala, če je samo nekdo primeren, da ta projekt lahko izpelje. Potem naslednja stvar, športni park. Tukaj sem iskal konkretne in pa hitre rešitve, pa sem bil spet deležen govoriče, da je Tonin proti športnemu parku. Tudi to je neresnica in tudi to se samo leči. Še ena, bom rekel, totalno banalna stvar, ki je pa, bom rekel, včeraj prišla iz štaba gospoda Burgoviča, je pa to, da ne bi moje letake za predvolilni shod financirala krajevna skupnost Tuhin. To je pa totalno absurdno. Gospod Potočnik, kakšna neresnica o vas? Ja, jaz to sem nekaj slišal, jaz pa sto dan šel. Da se zdaj ima, jaz se kamer, če se nakliče, tukaj razdelite na taj raj. Ja, jaz nekaj, zakaj to, zakaj ovo, zakaj jaz to sam vključujem, pa ni škoda denarja, drugi postavljajo takve lepe plakate, ki pa ti smejkne. Potem so pa najboljši je bilo to, ker so na koncu naredili anketo, mi glasali pa zraven. Ja, novinari so vrat. Treba živeti. No, sam tudi, kaj slišam o sebi, kakšno stvar, ampak ni nič groznega, pa tudi, kot že sami pravite, so to govorice. Govoric pa mislim, da še ni bilo nikoli nič. Pač to govorice največ pove o tistih, ki jih širijo. In to je preprosto dejstvo. Jaz zase vem, to sem, kaj počnem in kaj želim. Ostali pa, če se z menoj premenjujejo, mi pa to imponira, ker sem vreden tega. Ker če ti nisi vreden tega, da bi kdo kaj širil o tebi, potem tudi nič te ni. Skratka, dokler te krmiklajo, po domač povedan, silno. Ko te pa vsi pozabijo, pa veš, da ti ni. V bistvu moja kampanja je bila naravljena čisto pozitivno, zato tudi rumena barva in vetrnica. Marsikaj smo slišali, kam neka vetrnica nekoga odnese, tudi danes na Facebooku od različnih podvodnih, ampak gledajte, s tem se jaz ne obremenjujem. Ne obremenjujem se s tem, kako se ljudje z menoj obremenjujejo in kakšne stvari, ne vem, govorijo o meni. Jaz grem pozitivno naprej, imam svoj program, ki je uresničljiv, imam za seboj ekipo, ki mi pomaga, so ljudje, ki verjamejo vame in z govoricam se enostavno ne bomo obremenjujo, a me prizadanejo. Nekatere ja, ampak gledajte, to me samo še bolj utrdi v prepričanju, da sem dober in pa še kaj drugega, ne? Da sem ta prav za župana občine Kamnik. Kolegu Mateju se opravičujem, če je to kdo iz mojega štaba, nekaj jaz to prvi slišam, ampak tudi to je možno, da je govorica, Matej, tako da le. Hvala lepa. Ja, saj pravim, tudi ti si zdaj govorico sproduciral. Ampak tako se govorice pol delajo, zdaj pa se to vsi slišam in ta govorica bo še naprej. Ampak vsak ima svoj način kampanje. Ja, desnica ta direktor za sekiral. In meni pa nihče nič ne govori. Zdaj pa, ali nisem konkurenčen, ali pa sem tako močen. Zdaj pa ne vem, da je.
Tako da jaz osebno nimam nikakršnih problemov, no, in malo šalo na stran. Temu namreč pa ja na to učine. Namreč nimam teh problemov, zdaj ne zdaj česa, tako sem relativno direktor, pa iskren, pa sem normalno pošteno skozi delal, ali mi nimajo ki očitati, predvidevam, da ne. Svojo preteklost sem razložil doskrat in včeraj tudi, tako da ni mene govorici in tudi nimam nekakšnih problemov proti tega in tudi s tem nisem obremenjen. Hvala lepa. Voda kakšna replika, gospod Zjotnakar? Ja, nekaj podobnega je gospod Marjan povedal. Skratka, prej sem slišala, da če o tebi slabo ne govorijo, potem te pa ni. Jaz sem zelo vesela, da sem med tem časom te kampanje, da sem slišala veliko dobrih in spodbudnih besed z raznih strani različnih ljudi, ki so me spodbujali. In mislim, da je bilo teh dobrih besed toliko, da zaradi tega vem, da sem. Torej, vsekakor ni govora o tem, da me ne bi bilo prav zaradi tega, ker cenja moje delo, poštenost in druge lastnosti, zaradi tega še bolj vem, da sem. Hvala lepa. Ni toliko replika kot da malce, da smo že eno uro tukaj sedimo, pa smo malo zamorjeni, pa bom eno anekdoto z radija povedal. Kolega Rado Časel, s katerim sem ga nekaj časa skupaj pisatelj, je bil leta nazaj kar precej bolan. In govorice so sprožile to, da je že visla črna zastava, on je pa zjutraj v službo prišel. Tako da, recimo, to so govorice. Hvala lepa. Gospod Popočnik, tudi vi kakšno anekdot? Ja, jaz sem samo še na vprašanje, da sem treba, da mojem razpravljanju, da sem kazalo, da je tega veliko ljudi vprašuje, ker sem začel. Ker mi imamo, ne so tukaj 7, imamo vsi isti program, turizem. Je tako? Veliko ljudi me vpraša, ja, kako bi pa to uspelo? Ja, to je vprašanje, ne? Jaz sem malo človek odgovoril, kako bi to je spelo. Vprašanje, kako bi vi to spelali, ta turizem. No, ampak zdi se mi, da smo to temo dovedali na prejšnjem soočenju. To je veliko vprašanje. Je veliko vprašanje, prav tako za vse ostale projekte najbolj, kako bi speljali. Ampak žal za take obširne odgovore pa najbolj imamo tu ne časa, ne prostora. Morda ga je drugič. Mogoče se lahko potem po soočenju pomenite med sabo. Zdaj pa najbolje, da kar nadaljujemo. Si morda... Aha, gospod Golubovič, vi imate veliko podkrepljeno s pisanjem? Ne, ja, zdaj sem se vzel, če bi slučajno to omenil, tem, da imamo zelo podobne ali pa identične programe. Ona se moja draga brala program spoštovanega kolega Potočnika in berem, prav se da malo brošurovane, ne? Ne vem, to ni moje, ne? Preberem in vidim, da je to prepisano iz 10. junija 2010, ko sem napovedal kandidaturo, ne? Da je jaz verjamem, so v bistvu hitro sporozumeli pri programu, ker na po moje besede v vaših brošuri, ki so na Kamniškem Občanu. Kako, ne? Potem se verjetno ne pač napisati. Ja, možno da je verjetno, da Kamniškem Občanu pač napisan, sem tudi pa v Kamniškem Občanu. 9. junija še Dobro, naša replika, katerega od tistih, ki jo še ni imel,